No, kaj dogaja, pa gostimo zmagovalni bend, ki nas bo predstavljal na tekmovanju za pesem Eurovizije. Dame in gospodje, LPS oziroma po slovensko ZKP, zadnji kospice. Z nami so Filip, Gašper, Zala, Mark in Žiga. Žiga, dobro večer. Še enkrat hvala za uvodno točko, the best ste bili. Hvala. Ja, dober, jaz bom kar prekinila tole. Jaz kot mama moram nekaj vprašati. Kako pa šola? Ne, mene to res zanima. Mislim, da gre, no, neke prilagoditve so v igri za določene osebe v tem bendu. No, lahko kaj več poveš o tem, kakšne prilagoditve? Mislim, da Zala noče, da nadaljujem. Zakaj ne? Ne. Ne, okay. No, ampak sigurno pa imate kakšne privilegije zdaj, ne? Profesori nas sigurno imajo zdaj zelo radi, vam gledajo skozi prste. Ja, vsi testi so v bistvu, da jih hočemo mi dva pisati, bolj kot pa, da jih hoče učitelji. Aha, cool. Da, to je cool. To je dober. Se splača zmagati. Očitno. Na EMI, ne za šolo. Če hoče kdo narediti maturo. Sam prid na Eurovizijo, pa je to dobro. Evo, zdaj imate recept. Ampak je pa kakšen učitelj ali pa učiteljca, ki je pa še posebej stroga? Kjer je tečen, no? Ja, kar zdaj povejte. Dajmo razkriti. Vsa srca so se omehčala. Ja? Ja. Pa predtem, dajmo malo to povedati. Ne bi. Še nisem zaključil za cel. Ja. Dobro, ampak veliko stvari se vam je pa v zelo kratkem času odprl. Zdaj se morate verjetno kar hitro zorganizirati. Imate že osebnega šoferja, stilista? Agenta. Ja, recimo. Šofer sem danes jaz, Ponavadi ostalo pa še iščemo. Oziroma... so aktivni pogovori. No. So aktivni pogovori. The best. Se tudi pri agentu. Ja, tak bo tudi on, tak manager, booking, vse. Če. Često se pa veselite v Italiji? Najbolj. Hrane? Kaj, pice? Ne. Špageti? Ja. Šova nasploh, spoznati nove druge sotekmovalce na Euroviziji. Spoznati Maneskin morda. No, ampak, a ste že kaj pričakirali, kakšna je konkurenca? Ene države so že zbrale svoje predstavnike. Kdo, po vašem mnenju, vam lahko konkurira za zmago? Mislim, da smo do zdaj samo ene 3 pesmi poslušali, tako da... Italija je letos zelo močna. Ja, meni je italijanska pesem zelo všeč. Pa Latvija. Latvija ima zanimivo pesem, bomo tako rekli. Ja, vemo, da se pa spodobeno tako obnašanje za rock zvezdnike, ne? Kakšno hotelsko sobo je treba razbiti ali pa kakšen televizor vršiti v bazen. A se spodob pa kaj tudi za disko zvezdnike? Kaj pripravljate, kaj tazga šokantnega? Zdaj mi postavljamo trende, tako da se moramo še zmeniti. Ja, pa intenzivno premišljujete o tem, kaj boste naredili? Ja. Predvsem Gašper. Ja? Daj, Gašper, povej, kaj imate v planu, da bojo rekli na Euroviziji? Kva so pa predstavniki Slovenije naredili? To je pa neverjetno. Čem boste šokirali? Hvala za to priložnost govorjenja spet. Ja, ne vem, bomo probali nekaj novega narediti, definitivno. Ne bomo za Rolling Stones in ponavljali, pa kaj takega. Se bomo pustili presenetiti. Pred samim sabo. Ja. Mislim, tudi pred tem nismo imeli velikih planov, tako da očitno je to delovalo do zdaj, zakaj naj bi še naprej. Ja, dajmo improvizirati naš nastop na Euroviziji. Pri nas je zelo tako, da če hočemo kaj neumnega narediti, to zelo spontana odločitev, ni splanirano 3 mesece naprej, tako da če bo kaj, se bomo tam odločili. Imam feeling, da bo ta Mark ali pa Gašper predlagala kaj takega, ampak... Mislim, se je Lea Sirke tudi čisto nazadnje se odločila, da bo ugasnala oder, tako da pa je bilo potem to zelo dobro. Ok. Pustimo se presenetiti. Boste še naprej tako spontani, ker očitno res dobro funkcionirate. Jaz vam želim veliko sreče, veliko ustvarjalnosti, dobro se odrešite na Eurosongu. Ja, ne pozabiti na šolo. Ja, Mati, uživajte in hvala za obisk v studiu. Ja. Hvala.